Are you listening? Damn. Yeah. You crazy mother. Zdaj, nauk cele zgodbe je to, da po letališču ali pa zraven letališča ni dobro izvajati česarkoli, ker je območje z omejenim gibanjem. In pa če se gibaš prehitro ali pa... A kdo ve, zakaj je Volkswagen dal Volkswagenu T-Roc ime pravzaprav Volkswagen T-Roc? Mislim, to ni neko ful običajno Volkswagenovo ime. Ne bomo nas lepo gibali, ne? Volkswagenovi modeli, ki so bolj terensko orientirani, se začnejo na črko T, tako kot Tiguan, Touareg, Transporter, pa smo tukaj, ne. Mene to bolj kot na T pa Rex spominja, je majhen posebnež, tako drugačen, da ga lahko zapeljete tudi na kakšen malo bolj zanimiv teren, kot sem ga jaz danes. Na drug stran pa, to. Zdaj, ene par pametnjakovičev se je v zadnjem času vtaknilo to, da v avtomobilih ne povem precej ali pa premalo. Da se ne spuščam v detajle, da ne govorim o motorjih. Ja, res je, jaz avtomobile gledam tako kot eno celoto in zato jih ocenujem lahko tako, koliko so mi všeč ali pa ne, pa vam čisto splošno povem o njih. Čeprav danes bom probal nekoliko več povedati o T-Rocu. Zdaj se avto mogoče malo drugače gledam kot tipični avtomobilski novinarji, bolj iz lifestyle aspekta ali pa kaj ti avtomobili bodočim kupcem pravzaprav predstavljajo pa pomenijo. In ker sem primarno poklicno dizajner in med drugim oblikujem tudi tisto revijo City Magazine, tisto revijo, zaradi katere pravzaprav čisto zares nastaja ta vlog, se bom tokrat spustil v njegove obline. Če kaj lahko trdimo za novega T-Roca, je ena stvar, da ni tipičen Volkswagen. Zdaj, mogoče me boste za nekaj prijeli pa rekli, ja, pa se ta avto ni kaj prav zelo drugačen od drugih Volkswagenov. Pa mi se rekel, ne, meni so generalno gledano Volkswageni relativno dolgočasni avtomobili. To sicer ni zelo narobe, ker dolgočasen v avtomobilskem svetu pomeni, da precej časa aktualen, ko pa iščeš en segment nekih urbanih kupcev oziroma en segment nekih ljudi, ki iščejo nekaj več, tam se pa Volkswagen ponovadi zgubi. Dejstvo je, da je Volkswagen znal pogumne avte delati pred leti. Naredil je recimo Volkswagen Široka, če se ga spomnite. Tudi tisto avto, ki ga je sooblikoval Robert Lešnik. Mislim, da vsake toliko časa je znal pokazati, da zna delati drugačne avtomobile. Ampak v generalki pa temu ni tako. Če so Volkswageni sam lepi, pomeni, da niso imeli vsaj zame osebno pravega karakterja. In tukaj pač T-Roc izstopa. Jaz mislim, da je ful karakteren avto oziroma eden najbolj karakternih Volkswagenov vseh časov. Deloma tudi zaradi tega, ker je zelo podoben konceptu, ko so ga predstavili že 2014, se mi zdi, v Ženevi. In v bistvu se prav zelo ali pa skoraj nič ni spremenil. No, veliko ljudi bo mislili, da gre samo za povečanega pola. V bistvu ni dvignem polo Volkswagen T-Roc, ampak dvignem Golf, ker sedi na isti platformi, to je platforma A1, vse vem, da vas ne zanimajo te podrobnosti, ampak isti platformi kot Golf. Tako da med osno razdaljen te stvari so zelo tam. No, pod motornim pogrovom pa se skriva v bistvu zelo enostavna matematika. Namreč kupite lahko v bistvu motorje s tremi različnimi močmi, torej 115, 150 ali pa 190 konjev. In te motorji so lahko ali bencinski ali pa dizelski. Zakomplicira se tam pri 190 konjih, kjer je možen samo avtomatski 7-stopenjski menjalnik in avto je tam v osnovi tudi 4-wheel drive. Pri 150 konjih lahko zbirate ali front wheel ali 4-wheel drive, ali avtomatika, ali prestave. Pri unmu tam mehanmu pa mislim, da 115-konjskemu 4-wheel drive ni, tako kot ni avtomatike, tako da ja, matematika je pod motorjem tega Volkswagena zelo preprosta. Dajmo skočiti še malo v notranjost novega T-Roca, kjer bi vzpostavil predvsem eno stvar in sicer je to digitalen števc, ki je na konzoli. Stvar, ki v tem avtu zelo lepo funkcionira in lahko ful pohvalim. Mislim, notranjost tega T-Roca je v bistvu tako, kot je povsod pri celi družini Volkswagen. Absolutno odlično urejeno. Zdaj zunanje smo v bistvu v grobo že obdelali, ampak je še par stvari, ki jih morate vedeti. Tukaj imate na razpolago 3 različne modele platišč, ki pa se raztezajo tam od 16 do 19 colov. In
Fora je, da se lahko tudi v raznih različnih barvnih kombinacijah, ali so čisto srebrni, ali so tako neki na pol, ali so mat črni, ali so svetleče črni, tako da enih opcij tukaj okoli Feltona je ogromno. Tem avtomobilu načeloma, tako kot sem jaz malo gledal avtomobile v tej floti, ki sem jo prevzemal, najbolj paše 18 solo. Zdaj pa, da avto ne bo dolgočasno, so se pri Volkswagenu odločili, da v bistvu za njega ponudijo 10 različnih barv, ki pa lahko kombiniraš 4 različnimi barvami strehe, kar pomeni, da teh kombinacij 40. V glavnem, ta avto je lahko relativno personaliziran oziroma zelo individualiziran. Tako da, če imate kakšno posebno barvno kombinacijo, ki vam je prav posebej všeč, ja, to je v bistvu avto, ki si ga lahko naklikate kar po svojem okusu. Sicer so pa za T-Rocka na voljo 3 nivoji osnovne opreme. Ena je T-Rock, ta je tista oguljena, pa pride Style, ki je valjda malo manj oguljena, pa pomeni to, da avto pride v dvobarvni kombinaciji, kar pomeni, da je streha drugačna od drugega dela karoserije. Potem pa šport paket. Ti je pa tako, da ima v osnovi, mislim, da že 17 lita platišča, pa kakšen detalj, ki je mogoče malo bolj športen, recimo zatemnjena zadnja okna. Tako da to so ti osnovni. Pa imate pa veliko za naklikati in temu se bom posvetil pol. Zato si lažje predstavljati, kako izgleda, ne? Dvobarven, evo ti, tako izgleda. Tako izgleda, če karoserija v 2 barvah. Streha črna, body oranžen. Potem so detajli oziroma glavna barva karoserije odraža tudi v detaljih v notranjosti. Zdaj, če bi mogel pa kakšne cukrčke prav posebej izpostaviti pri tem avtomobilu, se bom pa najprej dotaknil njegove varnosti. In sicer ta avto pride serijsko, pazite, serijsko, ne glede na to, kjer paket opreme zberete z front assistom. Front assist pa pomeni, da ta avto samodejno bremza v kriznih situacijah. Druga stvar, ki je pa za poudariti, je pa lane assist, ki vam bo pomagal takrat, ko boste, ne bo vam pomagal, ampak varoval vas bo, če ne boste skoncentrirali in da ne boste zapeljali recimo kakšno ogrado na avtocesti ali pa, ampak na koncu dneva zelo koristna stvar. Ena bolj pomembnih stvari v novih avtomobilih je to, da ta avto premore tudi še en cukrček in to je brezžično polnjenje telefona. Ko v primeru mojega telefona deluje odlično. Jaz si skoraj ne predstavljam več, da ne bi naročil avtomobila, kjer se ne da samodejno polniti telefon in T-Rock to čistko enostavno ponuja. Zdaj pa še ena stvar. To, da je zvočen sistem v novem T-Rocku lahko nadgradljiv v sistem Beats, kar pomeni nekje skupne moči 300 W, tole malo škatlica, pa ki ni tako grozen majhna, naredi v bistvu veliko. To pri tem avtomobilu me je pa čist presenetil. Njegov prtljažni prostor. Njegov prtljažni prostor skriva 425 litrov. Zdaj sam za primerjavo, da vam bo mogoče malo bolj jasen. V Golfu je 20% manj prostora. Amazing! Mene je nov T-Rock ful nakuril. Mislim, mene je nakuril do te mere, da bi rekel, da je me v razredu nekih mestnih križancev ta avto v bistvu top pick. Ampak takoj zatem naletim na eno rahlo težavo. Namreč novi T-Rock, ne takšen, osnoven, pride nekje 18.600 €. In ko sem se začel malo s konfiguratorjem avtomobila ukvarjati, pa tako malo njega poglobil, pa zbral sreden motor, pa malo boljši paket opreme, malo boljša lita platišča, to dvobarvno shemo karoserije, ja, ta avto nikakor ali pa skoraj nikoli ni prišel pod 30.000 €. Predvsej veliko v bistvu za malo povišanega Golfa, malo povišanega Pola, ampak na drugi strani je pa Volkswagen. A? Ne, so lepi, le moje. Moje so pa čisto. A tako je to, že policijski ček ali kaj? Ja, valjda. Enkrat mi gremo snemat, ne, pa je to takole, ne. Enkrat posnamemo neki malo zares terensko vožnjo, pa smo fasali. Letališča so naj prijavili. Tako da top.